Hvala vsem, da ste prišli. Ta dogodek organizirali tudi za veleposlanike, ampak čisto na kratko in na hitro, mislim, da je prav, da se slovenska zunanja politika s tem seveda, ko se ukvarja s problemi preteklosti in problemi sedanjosti, da razmišlja tudi o problemih prihodnosti, ki bodo še kako determinirali našo prihodnost, prihodnost človeštva. In če hočemo se ukvarjati s problemi, potem moramo tudi živeti temu primerno. In mislim, da je slovenska zunanja politika, zunanje ministrstvo v preteklih 2 letih pokazalo neko proaktivnost, pokazalo, da se zavedamo teh problemov in da tudi poskušamo po svojih močeh na osebni ravni pomagati njihovemu reševanju. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Zbrali smo 4 tone papirja. Mislim, da je to kar lep uspeh, lep dosežek. Vsak od nas je prinesel en zavojček papirja, ampak verjamem, da vsi od nas še kako recikliramo doma, ne samo enkrat na leto, ampak skozi celotno leto. Veseli me, da je z mano gospa Matos, Petra Matos iz Ekologov brez meja. Please join us in Zunanje ministrstvo je v zadnjih 2 letih kar veliko storilo pri sebi glede okoljske problematike. Danes smo zbirali stari papir, veseli me, da smo ga zbrali 4 tone, kar je kar veliko dreves, ki jih ne bo potrebno posekati. Če hočeš v zunanji politiki govoriti o klimatskih spremembah in pozivati mednarodno skupnost naj sprejme določene ukrepe, potem seveda moraš najprej pri sebi se začeti tako obnašati. In s tem mi dokazujemo, da verjamemo to, kar govorimo. Sicer pa mislim, da so zunanji politiki veliko ukvarjamo s problemi iz preteklosti, ki nas obremenjujejo tudi danes in nas bodo verjetno nekateri tudi še v prihodnje, se pa mogoče premalo ukvarjamo s problemi prihodnosti, ki bodo gotovo determinirali naše bivanje na tem planetu v prihodnje. In je prav, da jih države kot je Slovenija, manjše države, vnašamo v mednarodno skupnost, da nekako dvigujemo zavest o tem, da klimatske spremembe, pomanjkanje vode, poplave in podobno bodo še kako varnostni problem prihodnosti in je prav, da se že danes o tem govori in razmišlja. Je to enkratna zadeva, boste še ponovili, razmišljate naprej? Ne, mi imamo kar periodične take dogodke, ekozajtrke, kot jim pravimo, enkrat pridemo s kolesi v službo, drugi zbiramo papir, tretji smo lani sodelovali na tej akciji Čistimo Slovenijo, se pa okoljsko obnašamo tudi znotraj ministrstva s papirjem in z vsemi temi zadevami. Tudi kolesa smo nabavili v lanskem letu, tako da se ljudje po mestu službeno lahko prevažajo tudi s kolesi. Tudi vi? Jaz sem se bolj poredko, sem se pa tudi že peljal na sestanek na Ministrstvu za gospodarstvo s kolesom, bi pa verjetno bilo boljš večkrat, ampak je pa vedno premalo časa. Ampak v takih dnevih, kot je danes, si vedno rečem, bom večkrat to naredil. Hvala lepa. Hvala lepa. Ste zgled tudi zasebno? Sem. Jaz sem prinesel samo en paketek papirja, imam pa doma zelo veliko kanto, ki jo tedensko praznim v velikem kontejnerju s starim papirjem in starim steklom. Kako pa se trudite zmanjšati porabo? Zmanjšano porabo papirja? Čim manj printamo tukaj v službi, seveda. Doma pa tako ali tako, kaj dosti papirja ne porabimo. Hvala. Hvala lepa. Ravno danes so z Ministrstva za zunanje zadeve in veleposlaništva zbrala 4 ton odpadnega papirja, kar pomeni, da so ohranili okoli 60 dreves, tako se lahko nekako preračuna, ogromno vode, energije, tako da mislim, da je to nekaj lepega, no? Mislim, da res na vseh nivojih
od otrok do predstavnikov naše države, delamo nekaj za to, da bi bil naš svet pač boljši kraj. Prej ste omenjali, da boste 15 000 evrov zbranega od te akcije namenili šoli v Malavi, sem prav razumela, povejte kaj več. Ja, tako je. To je neverjetno, da rabiš 15 000 evrov v Afriki, da zgradiš šolo. To se pravi 5 000 evrov za to, da zgradiš šolo in ostalih 10 000 evrov, da nahraniš otroke, da plačaš učitelje. Tako da dejansko samo bi lahko mi, če tako pomislimo, koliko denarja, kaj lahko s tem denarjem naredimo v Sloveniji in kaj lahko s tem denarjem naredimo recimo v eni taki nerazviti državi. Res velike spremembe, ker izkazalo se je tudi zdaj največji problem je nekako naraščanje prebivalstva. In izkazalo se je, da ženske, če jih izobraziš, imajo veliko manj otroka, se zelo hitro znižuje pač ta rodnost in to je zelo ključnega pomena in prav zato smo rekli, da je prav gradnja šole tisto pravo. Kaj boste storili z drugo polovico denarja? Ja, za drugo polovico denarja je pa tako, da ravno zdaj poteka natečaj v šolah in vrtcih. To se pravi, kaj bi otroci radi naredili s tem denarjem. Tako da s 1. majem bomo začeli zbirati najboljšo idejo, kam bo šla polovica denarja, pač pa v slovenski projekt seveda. Včeraj je minilo 1 leto od lanskoletne akcije, kaj pa načrtujete za drugo leto? Ja, včeraj je bila res, smo praznovali nekako obletnica 1-letna in praznovali smo jo v pravem krogu ljudi, namreč organizirali smo konferenco Očistimo Balkan v enem dnevu, bila je tam res neverjetna energija, toliko enega upanja, entuzijazma, da se bo res ideja dejansko razširila po celem Balkanu, pa ne samo Balkanu, po celem svetu, namreč akcija se načrtuje na Tajskem, v Kambodži, v Braziliji bodo kmalu očistili 14 velikih mest, 3 mesta v Indiji, v glavnem v soboto so čistili v Moldaviji, tako da je res neverjetno, kakšna energija je to in dejansko ne gre samo za čiščenje, ampak predvsem za to, kaj dati eno upanje ljudem, kaj lahko naredimo, če se povežemo. Tako veliko se utapljamo v tem brezupu, nemoči, ampak dejansko nekaj lahko naredimo. In tudi pri tej akciji Strp papir za novo upanje, vsak lahko primakne svoj list za novo upanje. Hvala lepa. Hvala, tudi. Hvala.